marčni, po teh dogodkih marca na Dunaju, leto 1848, je narejena, da cesar svobodo tiska, svobodo združevanja, svobodo govora. Veste, to je bilo za nekatere duhovnike tudi zelo pametno, kot je bil Don Dolenski Zalog ali Škocijan. Zdaj pa konc, zdaj bodo pa vse knjige tiskali proti veri. Zdaj bo pa groza, svet se bo obrnil na glavo, pametni ljudje pa. Kaj Slomšek se v začetku tudi bil strašen? Kaj Slomšek začne pa izdaja slovenski časopis cerkveni. On izrabi to, da izrabi napredek, zato se vanjega vključika obrnil svojo korist. In se spomnim, pred leti smo imeli v Mariboru eno posvetovanje v Slomšku in tam se sledi prvi vrsti rektor, gospod Načkov, Maribor in tako naprej. No in sem potem rekel, pa smo se tam delali zelo pametne, pa smo lepo govorili. Sem, ko veste, ne zamir, ampak zdaj Slomška ne bi bilo med nami na tej proslavi. Slomšek bi bil doma, pa bi po internetu komuniciral z verniki. Glejte, kaj je bilo pa Slomško? Slomšek je bil visok dostojanstveni cerkveni. On je prav, vedno je skoraj kaj govoril, ker je vedno kakšno težave ima zaradi. Ampak on je vsako minuto izrabil za delo in zelo je bil odprt v napredek. To hočem povedati. Nas kristjane vedno zmerje, da smo nosilci teme, pa ne vem še česa vsega. Ni res, lejte, vse šolstvo, pa imamo od starih samostalno pravzaprav izbere z tega krščanstva ven. Zdaj mi kolege prepoveduje, da bodo odkrili, da bi tudi jezuitski kolegi, da je podeljeval doktorate, da imajo nekaj dokazno, se pravi, da smo imeli univerzo že tam od 1600 pa še manj naprej, mislim 1607 nekaj tazga pa 3, kar bomo videli, če je to res, ne. Ampak hočem vam povedati tole, ne. Treba, kristjani imamo dovolj dokaze zgodovine, da lahko vedno pokažemo in dokažemo, da so bili odprti do napredka in zdaj mislim, da je treba tudi ta napredek izrabiti, se skupaj z njimi govoriti v svojo korist, ne pa čakati, kaj se bo zgodilo. In to se mi zdi pravzaprav za Slomškovo nedelo, poleg tega tudi je treba ostati zvest slovenstvu, prav odprtje do napredka, do novega, do več znanja, do stalnega učenja, pa do trezne pameti. Tu so pravzaprav glavne značilnosti Slomške in te so pravzaprav po mojem mnenju pomembne še tudi za nas. In če bi mi malo to bolj upoštevali, ste pa bili vsako, da smo malo bolj samozavestni, zdaj sem pravega kmečkega teoretika, Janeza Zalaharja prav, vsaka jagoda da kapelco vina, pa je sotvina. Češ ti jagode puščal obtrgati na tleh, slabo bote jagode grozde, treba vse pobrati. No, to je težko otrokom zapovedati, se bo soboto trgati, da je treba vse pobirati, ampak hočem vedeti, če bi vsak od nas razumel to, da smo ena jagoda in da bo vsak prispeval, pa bo vsod poln dobrega vina, če bo dobro letna. In to je tisto, kar bi mi morali začeti vsak pri sebi, ne pričakovati od drugih, ne se ukvarjati z napakami drugih, ampak začeti pri sebi, kaj pa jaz lahko naredim, kaj jaz zmorem, pa še ne drugega veste, saj eno pozitivno klimo ustvarjati. Ne kaj bo, pa kaj bo. Pozitivno. Enkoli ni bilo tako slabo, da ne mogli pa še slabše. Zato je pa treba, mislim, če bi začel vseeno pozitivno klimo ustvarjati, pa kritični ostajati, ampak vendar, da bi vsak od nas vzel, bi rekel, toliko bremena zgodovine, sedanjosti in prihodnosti na svoje rame, kolikor ga zmore, pa mislim, da bi potem tudi to slovensko družbo bolj usmislili. Bi pa vedel, to bo pa zdaj zadnji stavek, mi kristjani imamo toliko izkušenj zgodovin, da bi to komod naredili. Zakaj nam pa to ne uspe, pa jaz po pravici povedano ne vem. Veliko krat se mi zdi, da ravno zato, ker premalo poznamo lastno zgodovino. Glejte, slovenski kristjani so imeli bazo v delovstvu in pa v kmetih, ne v inteligenci, ta je bila bolj liberalna. In to je bila slovenska posebnost v celi Avstriji. V Avstriji ste imeli pred delavci, pa delovodje, pa majstri so bili krščanski socialisti, delavci so bili socialisti. Prav Slovenci je bilo pa ravno obratno. Delavci so bili krščanski socialisti, delovodje, inženjeri so bili pa socialisti. Če bi mi to tradicijo postavili en nov socialni nauk, da bi rekla vse takole, to sem predlagal tem
mladim iz Nove Slovenije. Dajmo postaviti zakon, prosim, to je treba še razmisliti pa dodelati, da noben direktor v nobeni firmi ne sme dobiti nobenega dohodka, dokler ni sam delavec plačan v firmi. Vam povem, tako bi bile plače vsak mesec redne, da vse kadiro. Ampak jaz nimam pač zvez s parlamentom, tudi se že to ne maram rekel, ampak če bi en tak zakon postavil, pa bi bilo za delavce zelo boljše. In če bi ga tle postavila neka krščanska stranka, da bi se bolj opredelila do teh stvari, bi bilo verjetno tudi bistveno boljše. Namreč s tem, da se sklicujemo samo z vero, to ni dobro. Treba je delovati aktivno, to se pravi ljubezen do bližnjega, socialna pravičnost. To so te odlike slovenskega kristjana v preteklosti in mislim, da so tudi edina pot v prihodnost. Hvala lepa.